Krištof, v Afriki smo kar precej priprav je za nami v smislu cepljenja, nabave zdravil. Mogoče lahko kaj o tem poveš? Ja, v bistvu zadnje par mesecev v bistvu je bilo kar dost dela narejenega v bistvu v zadju pred prihodom sem, v smislu najprej sploh priprave, študija, kaj pravzaprav sploh rabimo, sploh iz vidika programa cepljenja. Nekaj je bilo tudi en čas konfliktnih informacij, da se rabimo cepati proti rumeni mrzlici, ali dejansko je Ruanda endemično območje rumene mrzlice ali ne. Na koncu po vseh priporočilih je izpadla iz seznama, da bi bilo pač potrebno cepljenje, tako da dejansko cepljenja kot vodja tega zdravniškega dela odprave nisem pač priporočil. Nekateri so tudi cepili proti rumeni mrzlici. Tako da ja, ostalo od cepljenja pravzaprav je bilo pa treba kar obsežen seznam področiteljic skozi pa malo predlagati. Zdaj, večina v bistvu ljudi, ki so na tej odpravi, se je v resnici na koncu cepila proti tifusu, hepatitisu A. Zdaj proti hepatitisu B je kar precej ljudi že zaščitenih v okviru splošnega cepljenja. Pa seveda obnovili smo vsa ostala tista standardna cepljenja, predvsem tetanus in tako. Tako da je bil kar zalogaj splanirati vsa cepljenja. Pa seveda mogli smo zbrati antimalarik, ki najbolj ustrezno pokrije oziroma ustvari zaščito pred okužbo z malarijo na tem področju, pa ima kar se da malo stranskih učinkov, sploh zaradi naših kolesarjev, kjer res pač ne želimo, da na koncu jemanje nekih zdravil, ki preprečujejo v bistvu razvoj malarije, vpliva na njihove zmogljivosti, pa jim nekako oteži samo pripravo na dejansko cestno dirko tukaj. Na lokaciji sami moramo biti pozorni na higieno. Ja. In na to, kaj pravzaprav zaužijamo. Tako, na nas pražijo številne v bistvu okužbe črevesja, razni povzročitelji, seveda tukaj je največji problem pravzaprav kontaminirana voda. Od številnih povzročiteljev Escherichia coli, raznih Shigel, Gardi in podobnega. Najbolj to resnično zaščitimo tako, da pač jemo samo stvari, ki so kuhane, res pač pripravljene z nekimi pač postopki obdelave. In da se izogibamo vsemu, kar je bilo prano v lokalni vodi, se pravi neka zelenjava, ki ni kuhana, pravzaprav za nas trenutno odpade, kakršenkoli led, konzervirana pijača, taka, ki pač je pripravljena tukaj, pravzaprav tudi ni zaželena. No. Tako da ja. Kar precej opreme si s seboj pripeljal, opreme, zdravil, vsega, kar potrebuješ tukaj. Koliko je bilo te opreme? Ja, v bistvu cel moj ta velik kovček, plus še ena zdravniška rdeča torba, zdaj neki seveda za morebitne kakršnekoli poškodbe in tako. Nekaj je predvsem teh zdravil v primeru, da pride do kakršnekoli obolenj tukaj. Malo sem želel biti pripravljen, nisem vedel, koliko bodo lekarne tukaj založene, kakšno je pravzaprav stanje. Lokalno sem seveda preveril, katere bolnišnice so, pa kaj približno ponujajo, ampak včasih je lažje, če imaš stvari pri sebi, pa pač si sposoben sam kakšno diagnostiko osnovno postaviti, pa že zdraviti. Predvsej zanimivo vprašanje je bilo prinesti s sabo tudi infuzijske sisteme, ne, v primeru, če bi imel kakšno drisko, da se da saj priklopiti pa malo rehidrirati na hitro preko IV dostopa. Zdaj gledno, da je v kolesarstvu pravzaprav no needle policy, pa da je trenutno Slovenija zelo v središču dogajanja, kolesarska velesila. Nekako včasih nositi s sabo zelo IV sistemov, pa to sploh v kolesarstvu, ki je malo občutljiv na to, ni glih najboljš, tako da sem se pač odločil, da saj to pač pustim doma. Pa nekako zaupal v lokalno podporo zdravstvenega sistema, če bi slučajno kaj rabili, jaz upam, da ne bomo. Ogromno izkušenj imaš kot zdravnik v kolesarskih ekipah, tudi za slovensko reprezentanco. Kakšne težave so najpogostejše, pustiva ob strani poškodbe zaradi padcev? Ja. Najbolj pogosto je dejansko ravno to, kakšne okužbe, oportunistične zdaj, bodi si, da pač nekaj dobiš na potovanju, sploh tukaj, ki je bila pač dolga pot, prestop na letališču, seveda tam izpostavljenost v bistvu številnim ljudem, tudi letalo je en tak zaprt prostor, kjer je kar idealno, kaj ne rečem, področje za kakšno okužbo ujet. In pa seveda, da karkoli pač poberemo tudi tako iz pač ta prenos v okolju pri, ne vem, dotikanju predmetov in tako. Tako da ja, v bistvu okužbe s tisto, ki me najbolj skrbi tako v osnovi. Ja. Krištof, hvala, upam, da boš imel čim manj dela. Brez tebe pa seveda ne gre. Hvala. Lepo te imeti v ekipi. Ja, se malo bolj varno počutimo. Hvala. To je bil dr. Krištof Knap, zdravnik slovenske reprezentance. Mislim, da smo kar nekaj povedali za kulisja. Za še več takih vsebin nam sledite še naprej na YouTubeu, Instagramu, Facebooku in še kje. Se vidimo kmalu.